naj bi bila tudi dežela lesa, vode in varne hrane. Vsekakor gre za elemente, ki so tesno povezani z življenjem tako posameznika kot celotne družbe. Vprašanje pa je, če nam lahko ti elementi zagotovijo vsakdanje življenje, obstoj in razvoj v vseh človekovih razsežnostih. Ali so resnično ti elementi dovolj, da si zgradimo in zagotovimo zeleno prihodnost, ustvarimo mnogo delovnih mest in omogočimo družbeni razcvet? Padli smo v časovni prostor, ki nas vse skupaj navdaja z malodušjem in z katerega ne bi bilo pametnega izhoda. Porabljenih je veliko besed, ki kar nekaj obljubljajo, iz njih pa se ne rodi noben uporaben izdelek. Vse kaže, pa da nekatere besede in ideje dajajo svoje prve vidne znake, ki niso obveseli samo v zraku. Takšno pot je nakazala prva konferenca v deželi kozolcev, kot se imenuje po novem tudi ena izmed najmanjših slovenskih občin, Šentrupert. Občina šteje okoli 2800 duš, če ne dodamo še okoli 800 neprostovoljnih priseljencev v bližnjem zaporu Dob. Na čelu te občine je župan Rupert Gole, ki se je s svojo ekipo odločil, da ji bo vdahnil novo življenje. Kot se je sam pohvalil, naj bi v občini prepoznali tiste elemente, ki naj bi jim zagotovili trajnostni razvoj. Te elemente in spoznanja njihove uporabe pa so pripravljene podeliti tudi z drugimi. Eden izmed elementov je tudi energetsko učinkoviti razvoj, ki naj bi bil eden izmed temeljev razvojnega modela, ki so se ga lotili. Ta model pa so predstavili skozi konferenco, ki so jo dodatno poimenovali Vizija 2020 je dosegljiva. Udeležilo se je okoli 60 udeležencev iz Slovenije in sosednje Hrvaške, med drugim tudi 20 županov, ki so z veseljem in zanimanjem prisluhnili sogovornikom pod kozolcem ob dodatnem zvoku piša vetra in udaljavi brnečega traktorja. Svežega zraka je bilo dovolj, le naravno gretje je bolj slabo delalo. Vendar to ni bila ovira, da občine Šentrupert ne bi lani proglasili za najbolj energetsko občino v državi. Uvodni nagovor je imel župan občine Šentrupert Rupert Gole, ki je med drugim poudaril: občina Šentrupert je skozi svoj trajnostni model razvoja dokazala, da razume potenciale, ki jih ponuja okolje, v katerega je vpeta. Svoje izkušnje in spoznanje želi na ta način deliti tudi z vsemi tistimi, ki razumejo in cenijo njene poglede na trajnostni razvoj. Po konferenci pa je takole strnil vtise. Sem zelo zadovoljen z obiskom, s predavatelji, samo z vremenom pa moram reči, da ne, ker konec maja bi človek pričakoval toplejše vreme. Kako se počutite kot župan male občine, vendar na spisku prve občine, ki se je začela ukvarjati z energetiko, samooskrbo na vseh področjih? Vsi ti naslovi in nagrade, ki jih dobivamo, seveda godijo, je pa to plod dolgoletnega dela. Vsaj 4 leta smo zelo trdo delali in vizijo pametno zasnovali, da smo danes prepoznavni kot energetsko najbolj učinkovita občina s trajnostnim razvojnim modelom. Dobro se počutim, kajti ta občutek, da drugi pozdravljajo naše napore, da naš model jemljajo kot tisti, ki bi lahko bil primer za razvoj celotne države, je seveda zelo dober in na nek način tudi mi daje novo energijo za naprej. Kako pa vaše delo spremljajo sami občani? Občani mislim, da so predvsem ponosni na to, da je Šentrupert prepoznaven po pozitivnih zgodbah. V preteklosti, ko Šentrupert ni bil občina, je bil nekako zapostavljen, kaj dosti se tu ni dogajalo. Ljudje so bili takrat precej depresivni in niso imeli kaj dobrega za pokazati. Sedaj pa, ko se v Šentrupertu govori po Sloveniji in tudi v tujini, ko imamo realizirane dobre projekte, ki so vsi po vrsti primeri dobrih praks in za naprej trdno vizijo, so seveda tudi sami občani na to ponosni. Na konferenci je bil navzoč tudi predstavnik države oziroma sedanje aktualne vlade, direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Jošt Jakša, ki je pozdravil usmeritev občine Šentrupert in dodal: Zelo pozitivno, kajti naš cilj je zagotovo vzpostaviti energetsko čim višjo stopnjo samooskrbnosti na lokalni ravni,
kajti vsi transporti porabijo tudi energijo. Hkrati pa, ko bi zagotavljali energetsko oskrbo na lokalni ravni, zagotavljamo dodano vrednost in delovna mesta. Tudi v tem cilj pa je ohranjati poseljenost slovenskega podeželja, ohranjanje kulturne krajine, kajti ni Slovenija zgolj 3-4 velika mesta, Slovenija ima svoje korenine na podeželju. Ali država bo konkretno, finančno ali s katerimi drugimi spodbudami podprla tovrsten razvoj? Seveda, že v tem perspektivi je bilo kar nekaj možnosti v obliki evropskih sredstev, potem kohezije. Kar se pa tiče novih programskih obdobij 2014-2020, je pa samooskrba z energijo oziroma les kot obnovljiv naravni vir med 3 prioritetami države. In tukaj bodo različne oblike. Seveda bodo pa lokalne skupnosti morale izpolniti določene pogoje, da bodo se lahko prijavili na te razpise in da bomo potem v okviru teh projektov vzpostavili takšne centre, ki bodo lahko živeli tudi po tistem, ko bojo viri sofinanciranja usahnili in bojo sami sebe živeli. Kajti ne bi si želel, da imamo zgrešene investicije, ampak da so to projekti, ki zaživijo v polnosti šele po koncu sofinanciranja. Čast strankarskih veljakov je v deželi Kozolcev rešil predsednik SLS Franc Bogovič, ki ima za sabo bogato in uspešno župansko, pa tudi ministrsko pot. Med drugim je omenil, da spremlja dosedanji razvoj občine Šentrupert in podpira ter čestita ambiciozno zastavljenim in smelim načrtom za izvedbo omenjenega trajnostnega modela. Njegovo mnenje v konferenci pa je bilo: Občine so zagotovo gonilo učinkovitejše rabe energije, kakor tudi poskusov na področju obnovljivih virov energije. Sam sem kot župan v občini naredil veliko korakov v občini Krško na teh različnih področjih, tako energetska obnova objektov, prehodi na kurilnice na lesno biomaso, v enem delu tudi na plinifikacijo mesta. Na vrsti so številne zamenjave potratnih svetil, kjer se tudi na področju svetlobnega onesnaženja delajo koraki naprej. Kot minister sem se zelo resno soočil tudi z problemom prašnih delcev v mestih in ko povežeš to skrb za čisti zrak, praktično prideš do vseh teh ukrepov, ki so povezani z učinkovito rabo energije obnovljivimi viri. Tako da tu pride zelo hitro na vrsto promet, javni promet, ki je tudi, kot vemo, velika rak rana v Sloveniji in odpravlja en kup teh problemov, potem področje ogrevanja, kakor tudi industrije, ki je resnici na ljubo v nekaterih območjih naredila kar velike korake naprej. Zagotovo je to eno področje, kjer je tudi priložnost za razvojni preboj Slovenije in za celo vrsto novih delovnih mest in delovnih mest tudi na surovinah, na materialih, ki so obnovljivi v slovenskem prostoru. Glede na vaše poznavanje, poznate negativne in pozitivne plati tovrstnega razvoja. Lahko, na primer, naštejete, katerih je več, negativnih ali pozitivnih? Zavedati se moramo, da imamo še cela vrsta korišč, ki so tudi z okoljskega vidika zelo problematična. Tu je zopet področje ministrstva, kjer je dimnikarska dejavnost. Tudi v tem letu se dela popis teh kurilnih naprav in na tem področju je potrebno zelo kritično pogledati, koliko je teh kurilnih naprav z zelo slabimi izkoristki in v tem delu treba biti tudi pazljiv pri prehodu na lesno biomaso, da ne naredimo kakšnih teh napak. Sicer pa mislim, da so slovenske občine v mnogih primerih pokazale pravo pot, pravo usmeritev in tudi perspektiva finančna, ki je pred nami, finančna perspektiva 14-20, je treba posvetiti tem nadaljevanju teh aktivnosti. Tako je na področju odpadne vode še marsikaj za postoriti, na vodarskem delu, kjer je zopet nov vir naš za gospodarski napredek, je cela vrsta potreb po ureditvi vodotokov, izkoristko vode za namakanje. Tudi tu imamo nekaj svetlih primerov tudi v zadnjem času, tako da izzivov je celo vrsta in predvsem je pa pomembno to, kar se počne tu v Šentrupertu, da ne govorimo na teoretski ravni, ampak da se lahko v živo vidijo ti pilotni primeri. Zato je z tega vidika tudi pozdravljam takšno konferenco, ki se danes odvija tu v Šentrupertu in tudi čestitam županu za vse uspehe. Še vprašanje, kako Slovenci dojemamo to vrstno dejavnost, ekologijo, cenejše uvajanje energentov in te zadeve?
Mislim, da smo iz leta v leto bolj dovzetni. Veliko delo na tem področju tudi upravijo aktivnosti v izobraževalnem sistemu. Tudi ti primeri, ko smo jih naprimer v preteklosti na področju ekologije naredili na področju ločenega zbiranja odpadkov, imajo marsikje korenine v vzgojih naših otrok v šolah, v vrtcih. In v tem delu mislim, da je Slovenija na pravi poti in da je zavest iz dneva v dan večja, tako v odnosu do same narave, do čuvanja te narave in tudi to, kar je zelo pomembno, da se vedno bolj zavedamo tudi tega pomena lokalne oskrbe v polnem pomenu besede in ko pridemo na področje energetike, na področje voda, na področje hrane, je tudi po mojem prepričanju iz dneva v dan v zavesti Slovencev vedno bolj, da je to, kar se lokalno predela, to, kjer so krajše poti, tisto, kar je tudi na koncu kvalitetnije in to je potrebno podpirati. Tako da mislim, da so trendi pravi in čim več svetlih primerov in razširimo to po Sloveniji. Mojca Štepic ni bila iz Šentruperta, vendar pa je z njim povezana prav z modelom, ki so ga predstavili na konferenci. Bila je zastopnica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki deluje v Litiji in to povezavo je razložila z naslednjimi besedami. Gre za razvojni center, ki v okviru znamke Srce Slovenije, ki smo jo lansirali leta 2008, geografsko povezuje 16 različnih občin v radiju 50 km okrog geometričnega središča Srca Slovenije, formalno z pogodbo, partnersko pogodbo, pa 12 različnih občin. In za te občine oziroma za to območje poskušamo kreirati nove razvojne priložnosti, izvajati projekte in aktivnosti v okviru 3 stebrov: podjetništva, turizma in našega okolja. In kam sodi občina Šentrupert? Občina Šentrupert je ena izmed občin tega razvojnega partnerstva, najmanjša, ampak hkrati nekako najbolj aktivna na različnih področjih. Poznate zgodbe občine Šentrupert od turističnega do okoljskega, energetskega vidika, tako da občina Šentrupert je ena izmed zelo uspešnih občin Srca Slovenije. Pa ste prepričani, da takšen razvoj bo veljal za celotno Slovenijo? Kot izredno uspešno deluje ta princip, ki ga peljemo v okviru Srca Slovenije od spodaj navzgor. Torej, občine seveda kot neke krovne organizacije in seveda Srce Slovenije koordinirajo tudi upravljavsko župani, ampak projekti in aktivnosti se pa izvajajo na samem terenu, od spodaj navzgor, in mislim, da je to en princip in en sistem, ki funkcionira. In težav? Težave so vedno, ampak jih seveda z dobro voljo in s pravimi ljudmi, pravimi projekti in nenazadnje tudi finančnimi sredstvi poskušamo čim bolj minimalizirati. Kot smo že omenili, župan brez dobrih sodelavcev ne more izpeljati tako obsežnega in obetavnega projekta. Pri tem mu pomaga tudi Iztok Kovačič. Sestavine tega akcijskega načrta združevali. Akcijski načrt je bil sprejet nekje pred dobrim letom, gre pa za povečanje konkurenčnosti gozdolesne verige v Sloveniji do leta 2020. To seveda ni nenavadno, ker več kot skoraj 60% Slovenije pokriva gozd. Celo tretja država smo potem, kar se tiče glede na Evropo, takoj za Finsko in Švedsko. Dokument opredeljuje les kot neko strateško surovino Slovenije, ki ima še veliko neizkoriščenega potenciala, in tukaj je en lep primer gozdnih vil iz Bleda. Seveda je možno uporabiti les tudi na mnogo drugih načinov, a eden od teh trditev v akcijskem načrtu pravi, da ima vrednost enega kubičnega metra lesa se poveča tudi za 100-krat, če je uporabne za izdelke visoke tehnologije. Tukaj je recimo primer ovoja mobitela, neprecenljivo vrednost, celo več kot 100-krat je Stradivarijev violina. Imamo pa seveda Slovenci tudi svoje oblikovalce, Oskar Kogoj, šah, ali pa ena zadnjih inovativnih izdelkov, tudi Slovenca Elvisa Haliloviča, je kamera oziroma fotoaparat. Namen konference je bil podati celostno sliko o tem, kako se na nivoju lokalnih skupnosti lotiti investicij v energetsko učinkovitost, na katerih področjih so možne in smiselne investicije, kaj lahko z njimi dosežemo in kako jih financirati. Na njej so dobre prakse predstavili tudi direktor
GG Luka Komazec in direktor odvetniške pisarne Avbrecht Zajec in partnerji Aleš Avbrecht. Posebej je bil govor o lesu, ki ga je opisal Tomaž Zver, priznani strokovnjak z področja obnovljivih virov energije. Na koncu konference se niso mogli izogniti avtomobilov. Predstavljena so bila vozila Toyota, izdelana po hibridni tehnologiji. Jernej Boljka je o teh prednostih skušal prepričati poslušalce. Ali je bil uspešen ali ne, pa ne bomo sedaj sodili. Na konferenci smo slišali, da so otroci tisti, na katera moramo prenašati spoznanja o vrednotah trajnostnega razvoja. Zato so zgradili lesen vrtec, ki je lahko resnično pravi vzor, da ni samo vse v betonu, ampak je tudi les lahko zelo prijetno gradbeno sredstvo, ki se ga da uporabiti na številne načine. Les pa je tudi tisto prvo naravno sredstvo, ki so ga podali otrokom, da naj živijo v sožitju z naravo. Občina Šentrupert je med najbolj okoljsko osveščenimi in energetsko učinkovitimi, kar potrjujejo številna priznanja. Tako je občina prejela več priznanj, med drugim Zlati kamen, najučinkovitejša občina za najbolj inovativno občino v Sloveniji in nagrado kot druga razvojna najprodornejša občina v Sloveniji. Konferenco je organizirala občina Šentrupert v sodelovanju z javnim podjetjem Energetika Šentrupert. Organizator in deklica za vse je bil na konferenci Uroš Pikl. Nad pričakovanji v bistvu zelo zadovoljni z organizacijo, so same pohvale, tako da malo nam je zagodlo vetrovno vreme, vendar vsi sodelujoči so bili nekako, bom rekel, z veseljem z nami, poslušali so izvajanja, mislim, da so našli tudi sebe, pač saj, kar se županov tiče, v kakšnem delčku, v kakšne zgodbe, tako da mislim, da bomo naprej še sodelovali, tako da celotna ocena zelo zadovoljni in uspešno. Kakšen je bil namen? Namen je bil dejansko predstaviti, da tudi v Sloveniji znamo in zmoremo, tako da če ena mala občina, kot je občina Šentrupert, osvojila to filozofijo, bom rekel, neke samooskrbe in vizije, les je lep, potem lahko dejansko to prakso prenesemo tudi skozi izvajanja naših predavateljev, bo to začutiti na celotno Slovenijo, samo treba je začeti pač od malih generacij in malo spremeniti miselnost in se vrniti mogoče kak korak nazaj v samih, bom rekel, razmišljanjih, da bomo lahko v prihodnosti uspešni. Gospod župan se je izrazil zelo pohvalno glede soobčanov, da sprejemajo to obliko delovanja občine. Kako pa vi, morda, ko ste bolj v stiku z njimi? V bistvu bi se kar pridružil županu pri njegovem mnenju, ker dejansko najprej je bilo malo skepse, bom rekel, ker pač to je spet neka inovacija, kaj pa bo, kako pa bo, zdaj pa dejansko, ko so te, bom rekel, projekti določeni stekli, so bili pozitivno sprejeti v lokalni skupnosti in zdaj vidijo tudi to nadgradnjo, se pravi, da lokalna skupnost s tem pridobiva, ne samo, da so objekti zgrajeni, ampak dejansko živijo z njimi in vsa lokalna društva, gostinski lokali, bom rekel, kar se turistične promocije tiče, so zelo, bom rekel, navdušeni in še bomo gradili to zgodbo. Lahko še dve besede o vašem svetu, svetu Kozolcev? Glejte, dežela Kozolcev kot taka v bistvu je en tak, bom rekel, zelo zdaj prijetno je se sprehoditi po tej deželi, občutki vsak, ko pride obiskovalci, je zelo, zelo zadovoljen. Srečni so, da smo ohranili to našo kulturno posebnost, prihajajo pohvale od cele Slovenije, tako da tudi iz tujine se zamejci vračajo in so dejansko hvaležni, da se je tak projekt izvedel in da bo preko tega projekta se bo ohranila naša stavbna kulturna dediščina, ta naš Kozolc, ki pa bo nadgrajen. Tako kot smo zdaj že videli, dežela Kozolcev ima že Wi-Fi omrežje, se pravi, šli bomo sodobno naprej. Staro bomo nadgradili z novim in približali to še mlajšim. Tako da. O občini Šentrupert torej vse dobro in o njej bomo še veliko slišali, pa tudi videli. Imajo prvi na svetu muzej Kozolcev, ki zagotovo sodi tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Da si bodo ta rekord, ki predstavlja ohranjanje slovenske kulturne dediščine, lahko ogledali številni obiskovalci iz Slovenije in tujine, pa bodo morali poskrbeti za cesto. Ceste so žile vsakega gospodarskega razvoja. Če so te na preveč krajih zamašene, poškodovane, obiskovalci, ki naj bi bili kri, ne morejo potovati in telo lahko zato umre. Uradno bodo muzej Kozolcev odprli 6. junija. Zato na koncu velja vabilo: obiščite deželo Kozolcev.